Dober dan, jaz sem Maruša, že en mesec snemam doma, zato iz improviziranega studia je enako jedilne mize v kuhinji, maham Anžetu. Zdravo, Anže. Živjo, Maruša, dober tek. Hvala. Me dobro slišiš? Naučil si me, da govorim mimo mikrofona in znižala sem gain. Ja, bom rekel, manj dela v postprodukciji za Anžeta, se temu reče. Tako da hvala, Maruša. Z veseljem. Ona in on, odbita do bita. 28. epizoda aktualne sezone se bo znova spraševala o vplivih korona krize na internet in življenje na njem, ker samo tam je še ostalo družabno življenje. Številna vprašanja imava, ko v času epidemije opazujeva družabna omrežja, najprej pa spet k spletnim aplikacijam in nadzoru državljanov. Tega sem se bala, ko sva govorila z Gorazdom Božičem, da bova o tehnološkem nadzoru držav nad državljani še zelo veliko govorila. Danes spet torej s kom točno? Lenart Kučič je z nama. Iz portala pod črto, medija pod črto, bom raje rekel kot portala, ta portal beseda, ne vem zakaj se še vedno uporablja. Živjo. Jaz se res ta portal, kdaj smo že rekli, da se to neha uporabljati? To je tako, da bi rekli, človek, Lenart Kučič, z portala pod črto.si. ali pa ne govorimo o tem, da še zmeraj vsake toliko časa komu pobegne, da govori o novih tehnologijah, recimo internetu. Ja, starih vsaj 30 let. Tako v množični rabi, ampak ja. Zdravo, Lenart, in hvala, da si prišel v odbito, torej, da si ostal doma. Pred 2 tednoma sva načela temo o nadzoru, ko smo ugibali, kaj se bo zgodilo s famoznim 104. členom famoznega novega mega korona zakona. Spomnim, da bi lahko policija dobila pooblastila, da brez uredbe sodišča od operaterjev mobilnih omrežij pridobi podatke o lokaciji telefona določene okužene osebe, vendar le pod pogojem, da je oseba s tem pisno soglašala. Potem tega ukrepa niso sprejeli, zdaj pa, ko druge države ponujajo rezultate na pladnju, Slovenija znova razmišlja o nadzoru. Mislim, da z aplikacijo COVID-19 Alert Siol je pred dnevi pisal, da jo razvija neka neprofitna iniciativa v Nemčiji in da bi aplikacija omogočala opozarjanje glede tesnih stikov z okuženimi uporabniki. Zdravstveno stanje bi pa znotraj aplikacije potrdili izključno zdravniki. Vsem uporabnikom bi bila zagotovljena anonimnost in aplikacija naj bi bila v skladu z evropskimi standardi varovanja osebnih podatkov. Vsaj naj bi bila. Lenart, kaj je nevarnega pri tem, da zaradi varnosti in domnevne zajezitve virusa s pomočjo tehnologije sledimo državljanom? Pa tale kriza je res nas presenetila na vseh mogočih ravneh. Recimo med drugim smo v nevladni organizaciji Algorithm Watch s sedežem v Berlinu pripravljali drugo poročilo prav o tem, na kakšen način umetna inteligenca, algoritmi in avtomatizacija vseh mogočih družbenih procesov lahko vpliva na naše temeljne svoboščine. In ko smo tako rekoč že oddajali to poročilo za lansko leto, se nam zgodi to, kar se nam zgodi in smo rekli, kamo pa zdaj naenkrat? Zaradi tega, ker smo vseh, mislim, da nas je okoli 20 teh poročevalcev za posamične države EU, smo imeli res takoj isto idejo, pa smo rekli, zdaj so pa verjetno zgodili, da bojo države vse tisto, česar si prej niso upale in so si samo želele naenkrat sprejeti pa legalizirati, kar pomeni vse mogoče tehnologije s potencialno možnostjo enega množičnega nadzora, ki jih je do zdaj civilna družba pa aktivisti pa varuhi zasebnosti še vsem precej omejevala v EU, kar pomeni od biometrije, uporabe vseh mogočih sistemov za avtomatsko sledenje in podobno, da bojo pa to zdaj na veliko legalizirali in smo tako imeli en tak hiter sestank, pa smo rekli, zdaj pa moramo pozorno spremljati, kaj se države grejo. Sploh zaradi tega, ker smo vedeli dvoje. Prvič, vsi bojo improvizirali, zaradi tega, ker nimajo absolutno nobenega načrta, kaj v takih primerih narediti. Drugo, verjetno se bojo zgledovali po azijskih praksah, zaradi tega, ker oni pa poleg tega, da te tehnologije že množično uporabljajo, imajo tudi precej izkušenj z uporabo teh tehnologij v epidemijah, recimo to so pokazali in pri SARS-u in podobno že pred 15 leti, ki so uporabljali vse od toplotnih kamer do sledenja. Ampak smo pol vsem upali, da pa morda ne bojo države množično solirale in poslušale samo svojih policajev, pa tajnih policajev, ampak da bojo vsem
se odločila za en tak mal drugačen pristop, kar se tudi napoveduje zdaj s tem, kot sta rekla, da bi se naredila ena taka vseevropska aplikacija ali pa saj recimo, da bi Evropska komisija postavila ene take smernice, kaj naj take aplikacije počnejo in predvsem česa naj ne počnejo. In zaradi tega me tukaj mal pomirja to zagotavljanje Evropske komisije, mislim, da od včeraj, da naj ne bi nobena država tega naredila kot nujno, kar pomeni, da ne bi bila raba teh aplikacij prostovoljna, in pa drugo, da naj ne bi imela do tega dostop recimo policija, sodstvo in podobni in pa drugi represivni organi, ampak ne bi bilo to orodje, ki bi bilo na voljo predvsem strokovnjakom in da ne bi bila res uporabljena predvsem z namenom zajezovanja in obvladovanja epidemije in naj bi jo ugasnili takrat, ker to ne bo več potrebno. Recimo ta scenarij bi mi bil v redu, glede na to, kaj smo videli. Vedno, ko se omenja ta nadzor, je vedno to neko pisno soglasje ali pa soglasje omenjeno. Ja. Jaz pa zdaj ne razumem, kako točno bi to v praksi dejansko lahko delovalo. Je to samo neka varovalka, ki jo zdaj v teh časih improvizacije oblasti dajo ven, da nekako nas pomirijo? Ne, saj samo če boste rekli, da je ok, ne. Ali je to dejansko potem tudi izvedljivo? Kakor jaz razumem, vse te aplikacije pomagajo, če jih kar znaten del populacije uporablja. Če to 4 ljudje uporabljajo, od tega praktično nima nihče nič, ne? Tudi mi. Ne? To je bil moj tak prvi pomislek, sploh zaradi tega, ker so, mislim, da in v Singapuru in še nekje, ki so bili podatki zunaj, da če je ta raba aplikacije prostovoljna, se zanj v najboljšem primeru odloči nekje med 8 in 12% uporabnikov. Kar je pa mal, mislim, to sem se pol tudi vprašal čisto epidemiološko gledano, kaj ti pomaga, oziroma kakšna bi morala biti recimo temu, prekuženost, oziroma kakšna bi morala biti raba te aplikacije, to pomeni 50%, 60%, 80%, 90%, ne vem koliko, da bi bila dejansko učinkovita za to, čemer ne bi bila namenjena, pa nisem dobil nobenega jasnega odgovora, kar je po svoje pričakovano. Ja. Ampak vsekakor si pa mislim, da bi to moglo biti predvsej množično, da bi zares delovali. Pa druga stvar, v teoriji je seveda za epidemiologe najbolj pomembna informacija, da lahko sledijo stikom, logično. To recimo vemo tudi iz časov, kjer imajo največ praks, recimo pri spolno prenosljivih boleznih, kjer je prvič stigmatizacija močna, drugič je težko prepričati ljudi, da bojo čisto pošteno povedali, koga so vse ogrožali s tem, ampak tam so recimo epidemiologi pridobili precej izkušenj, kako slediti stikom, in ideja je, da naj bi ta aplikacija predvsem pomagala pri tem koraku, slediti stikom. Ampak tudi tukaj kažejo, mislim, da in korejske in singapurske izkušnje, da kljub temu potrebuješ še ogromno dela na terenu, enostavno zaradi tega, ker ta ideja Bluetootha, da naj bi pač telefoni drugega zaznavali in se opozarjali med sabo, ne glede na to, kako jo izvedeš, je še vse večkrat komplicirana zaradi tega, ker recimo oni so imeli od začetka veliko težav s temi napačno pozitivnimi zadetki. Recimo, kaj ti pomaga, če nekdo v avtu ali pa s kolesom se mimo tebe pele, ampak telefona se pa zaznata. Ja. To še ni bil stik. Ali pa recimo, ne vem, če živiš v večstanovanjskem bloku ali pa stolpnici, kaj ti pomaga, če je to sosed na drugi strani zidu, ima recimo telefon, pa je lahko samo 2 metra od tebe oddaljen, pa zgleda, kot da sta cel dan v stiku ali pa zelo veliko, v resnici pa zidu mes, kar pomeni, kup je enih takih vprašanj, a je to res izvedljivo, pa na kakšen način sploh veš, da si okužen, kar pomeni, tukaj rabiš ogromno terenskega dela, da bo pa ogromno testiranja, pa ne vem če se. Skratka, tukaj vidiš, in to azijski primer zelo dobro kaže, da je to samo ena izmed številnih takih orodij v orodjarni, ki jih ima lahko ena država za obvladovanje epidemije. Medtem, ker tukaj se pa spet, kar vidva velikrat poročata, se spet ena sama tehnološka rešitev kaže kot rešitev celotnega problema, na to se pa pol našlepa še pričakovana na eni strani policije, da jim si pooblastila dvigniti moglih priliko, kar ima nažalost slovenska policija že tako dolgo tradicijo pri nas. In pa recimo prijemo še do tega, da sta se s tem začela ukvarjati Google in Apple, da bi to rešitev namesto tega, ker vsi vemo, koliko je težko pripraviti ljudi, da bojo na telefonu aplikacijo, če to ni ravno, ne vem, Twitter pa Instagram, pa še kaj, ki imajo vsi, da bi to rešili kar na ravni operacijskega sistema. Saj to sva te želela vprašati, če pa se vključita Apple in Google, ki vsi poznamo in zagotovita anonimnost in zasebnost, je pa vse v redu? Mislim, glede na to, kaj vemo o Apple, Google, Facebooku in vseh ostalih, poznate film Mars napada? Ja. Ne vem, če. No, skrajno bizaren film, ki so se pač imenitno zabavali vsi ti ustvarjalci tega filma. Mislim, po moje še ni drugega filma, kjer bi bilo prve pol ure filma praktično vsa zvezdniška zasedba že spremenjena v pepel.
gre pa za to, da imaš tam en tak prizor, kjer imajo Marsovci en tak prevajalnik, ki ga vozijo s seboj, ki pač uničujejo vse pred sabo in ta prevajalnik pač ves čas samo ponavlja don't run, we are your friends. Ne bežite, smo vaši prijatelji. No in ta klip se mi ogromno kot vrti zdaj, ko ali država, ali velika internetna podjetja naenkrat začnejo s to retoriko, lahko nam zaupate, smo na vaši strani, delamo samo v vašem najboljšem interesu, ki vse te stvari uvajajo. Zdaj, to je bil tak zelo dolg odgovor, ampak absolutno mislim, da izkušnje kažejo, da velikim internetnim podjetjem ni mogoče tukaj brezmejno zaupati, tega, ker si predstavljam, da bojo iz teh podatkov, ki jih bojo enkrat zbrali, počeli marsikaj. Mislim, samo predstavljajte si, kaj lahko Google in Apple na ravni operacijskega sistema, ki pokriva tako 90, 95 ali pa še več procentov vseh mobilnih telefonov na svetu, kaj lahko počneta z zbranimi podatki o naših stikih in zdravstvenem stanju. Vse. Zdaj, ko smo zožali to problematiko na to, da to je samo eden od ukrepov. Zdaj, ali to delata Google oziroma Apple skupaj, kar je kar smešna naveza, da po pravici povedano, ali pa pač to dela zdaj Evropska komisija preko nekih smernic, potem pa neki razvijalci naredijo to aplikacijo. Zdaj pa moja vprašanje zate, Lenart, je pa naslednje. Sploh kar se tiče samega programerskega znanja, in pa potem upoštevanja tukaj zasebnosti ali pa varnosti. Kam bi ti stavil? Da bosta to dejansko lahko sploh na nek način izvedla dve največji tehnološki podjetji, ki že desetletja pač kodirata, ali bo šlo to preko oblasti, se pravi Evropske komisije, smernici, potem neke non-profit oziroma NVO organizacije, ki bo to sprogramirala in potem vzdrževala. Ker dejansko sploh Apple, recimo, kao stavi veliko na zasebnost, mogoče skolj brz zaupam, da bo znal, jaz govorim zdaj samo o znanju, narediti aplikacijo, ki bi mogoče sploh zagotavljala kaj takega. In so pa potem seveda v navezi z Googlom, kar mi jemlje nekaj tega upanja, sploh kar se zasebnosti tiče. Pa problem je tukaj tudi strčiti, ko gledaš, ker kolikrat smo že slišali, da bo Evropa poskusila imeti svojo silicijevo dolino, pa svoj Google, pa svoj sistem za satelitsko navigacijo, pa ne vem kaj. Pač te ideje, da smo čisto preveč odvisni od ameriških platform, ki imajo drugačno tradicijo in popolnoma drugačno pojmovanje zasebnosti. To je že nekako staro, ampak vemo tudi to, glede na to, kakšna je mrežna ekonomija, da je tukaj enostavno nemogoče tekmovati s tako ekonomijo obsega, kot jo te veliki imajo, zaradi tega, ker se veš, tudi pri rabi kakršnih koli alternativnih aplikacij ali pa operacijskih sistemov je ali pa družabnih omrežij je problem v tem, da si lahko pol nekje sam, kar pomeni, a zdaj bo tukaj Evropska unija pripravila ene smernice za to, da bo pol vsaka država po teh smernicah bolj ali manj delala svoje aplikacije in pa bomo mi kot uporabniki kaj točno delali. Mislim, se vemo, koliko je težko spraviti aplikacijo na mobilni telefon, kaj šele poenotiti zadevo. In recimo tukaj lahko in Google in Apple praktično z enim updateom operacijskega sistema, ki ga uporabnik tako rekoč niti ne opazi, ampak samo pržge telefon in je telefon že posodobljen na najnovejšo različico in tukaj reš praktično vse, kar pomeni kritično maso imajo, kar pomeni naenkrat imajo to skoraj vsi, ki imajo dosti nove telefone, da to še nekako potegne čez. Ni nobenega nameščanja aplikacije in pa verjetno bo zadeva znotraj njihovih ekosistemov mnogo bolj delovala kot pa katerakoli zunanja aplikacija, ki bo na teh platformah delala. Tako da vprašanje, koliko ima tukaj Evropa možnosti prodreti z eno svojo rešitvijo. Mislim, sigurno to ne velja za Azijo, valjda. Ja. In kar je pa možno, mislim, kar pa seveda je en tak realen pozitiven vpliv Evropske unije, vsaj na eni načelni ravni, in to se vse kljub vsemu cinizmu mal izboljšuje v zadnjih letih, je pa to, ker kljub vsemu je Evropska unija tudi nekatere ameriške ponudnike vsaj do neke mere prisilila v določene boljše prakse, kot so jih bili vajeni od začetka, vključno s temi velikimi kaznimi, ki tudi za Google in podobne niso malenkost. Ja. Tako da, če bojo te rešitve upoštevale vsaj neki teh idealističnih evropskih smernic, je to že kar v redu. No. Predvsem pa je to še zmeraj mnogo boljš, kot pa razvoj teh aplikacij ali pa pisanje teh zakonov prepustiti zgolj nacionalnim državam, zaradi tega, ker vidimo, da se pa tukaj tudi po Evropi te prakse lahko zelo, zelo razlikujejo in da imaš tudi precej držav, ki izkoriščajo krizo predvsem
za povečevanje policijskih pooblastil, ki jih seveda nimajo namena po krizi opustiti. In tukaj je recimo tisti del, ki ga jaz poskušam zelo poudarjati, da je treba pri vseh teh rabah tehnologij zmeraj upoštevati tudi realen političen kontekst, v katerem nastajajo. Jaz bi se zelo rad pogovarjal o teh rečeh izključno strokovno poznanstveno, ampak ne smemo pa pozabiti, da tega realnega konteksta, kar pomeni, če imaš ti eno tehnologijo, ki omogoča boj proti virusu in hkrati nadzor populacije, moramo tudi upoštevati, v kakšnem okolju in v kakšnih okoliščinah se ta tehnologija uvaja, kar pomeni, nažalost, tukaj se ne pogovarjamo o čisti znanosti in čisti stroki, ampak uvajanje teh tehnologij ni neutralno. In recimo takoj, ko enkrat vidimo, da poskuša država na ta način, predvsem policijska pooblastila, povečati, morajo vse varovalke, vse nadzorne lučke začeti utripati. Dobro, sej po eni strani lahko rečemo, ja, zakaj nas pa zdaj, ne vem, nadzor države toliko skrbi, če pa konec koncev vsak Instagram spremlja mnogo več podatkov, kot se zelo pogovarjamo, da bi jih potrebovali za spremljanje recimo širjenja epidemije. To je sicer res, ampak Instagram ima seveda precej enih grehov nad glavo, ampak še zmeraj ti pa ne more poslati policije v stanovanje, pa ne vem, te zapret ali pa kaj podobnega. To so pomembne razlike. Tudi midva sva razmišljala o tem in se strinjala v preteklih tednih sogovorniki, da tehnološki nadzor držav nad državljani ni priporočljiv tudi zato, ker bo ostal, kot praviš, tudi po krizi. Ampak zdelo se mi je tako zelo daleč, tako zelo ameriško, to se pri nas v Evropi že ne more zgoditi. Ne? Ampak upam, da res ne. No. Mislim, kar je zanimivo je to, no, da smo zelo pač doživeli nekaj, česar si ne bi mogli predstavljati še pred novim letom. In to je, da kar naenkrat se bo država vrnila skozi velika vrata. Ker tudi vidva vesta, ko smo delali po zadnjih, če damo vso to našo zgodovino zadnjih 10-15 let, smo bolj kot ne navajeni tega odgovora, da se nič ne da. Ja. Da država ne more regulirati, država ne more nič predpisati, da je to vse odvisno od trga, da je treba to prepustiti samo regulaciji operaterjev, internetnih podjetij. Skratka, ves čas smo poslušali, država nič noče imeti s tem, če se jih umakne z vsega. Zdaj pa vidimo, kar naenkrat tako z danes na jutr je mogoče zapreti meje, nekdanje administrativne meje občin spremeniti skoraj v državne meje, ker če pomislite, zdaj je treba za prehod občine skoraj več dokumentov, dokazil in opravičil, ker jih je bilo treba, če si bil državljan EU-ja še pred novim letom za pot okoli sveta, kar je čist bizarno. Da je mogoče kar naenkrat, ne vem, po letih šparanja in tega, da ni nobenega denarja, kar od nek najde 3 milijarde se zadolžiti in podobno. In to so take neverjetne spremembe v tako kratkem času, ki te opomnijo na to, da država še kako obstaja in pa predvsem, da so vse odločitve, ki smo jih prej tako poskušali prepustiti trgu, v resnici politične odločitve, kar pomeni to, kaj bo država počela z tehnologijami, ki jih ima na voljo, s podatki, ki jih ima na voljo, s institucijami, ki jih ima na voljo, je res nekaj tazga, kar se lahko spremeni z danes na jutr. In v Evropi, kot smo videli, ni bilo praktično nobenih razlik, od najbolj konzervativnih do najbolj progresivnih vlad, ne glede na to, a so nekje bolj na levici ali desnici, naenkrat smo vsi v sloganu ostanimo doma. Država, levica, desnica, aktivisti, verjetno skoraj vsi razen anarhistov govorijo isti jezik. Poslušajmo državo, ostanimo doma, verjemimo državi, podprimo vse, kar se zdaj spomnijo, zato da bomo uspešno prebrodili to krizo, pa se bomo pol, ko bo enkrat krize konc pogovarjali, kva se je sploh zgodilo. Mislim, to je nekaj tazga, česar si jaz res ne bi mogel predstavljati še pred parimi tedni. Ja, sej, tukaj se vedno meni ta spomin na 11. september in Američane. Ne? To smo mi vse nekako z distanco spremljali, pa potem tudi posledice vseh odločitev, ki so bile takrat res na hitro sprejete. Ne? In so še zdaj. To me zelo spomina na une stare debate, ki smo jih imeli še v času MIDA, tam nekje zgodna 2000, ko je recimo bilo popolnoma normalno, da je že takrat v bistvu policija hotla imeti dostop, neomejen dostop do vseh podatkov, ki jih spremljajo operaterji. In recimo takrat so se prav predstavniki policije, če se prav spomnim, ki so zdaj na pozicijah, ki so zdaj prišli na pozicije, so se bili takrat pripravljeni pogovarjati samo o tem, kdo naj plača prisluškovalno opremo. A naj to operaterji sami financirajo, a naj to država nekako pomaga financirati. In retorika je bila pa sej, mislim, tudi take stvari smo slišali, kot pa sej diski so poceni.
Ampak to so bili isti ljudje leta tako, pred 15 leti. No. Mislim, in že takrat je bilo nekaj popolnoma normalnega, da se policija čuti popolnoma poklicano za to, da dostopa do teh podatkov neomejeno. In že takrat se je izoblikovala taka iniciativa, ki je rekla, dobro, če se že ne moramo pogovarjati o tem, da je sledenje nesprejemljivo, a se lahko pogovarjamo vsaj o tem, da te podatke, ki jih že spremljamo, tudi operaterji, ki konec koncev že zato, ker upravljajo omrežje, rabijo velikih podatkov za to, da stvar sploh deluje. Zakaj se je toliko težko pogovarjati o tem, je pa dajmo res najti načine, kako te podatke čim boljš uporabiti za našo korist. Recimo, ta debata se kar nekako ne zgodi, oziroma se je treba boriti za to, da bi te podatke izkoristili za take reči, kot je recimo tudi spremljanje epidemije, medtem, ker ideja, da ima policija neomejen dostop do tega, to pa gre skozi praktično brez kakšne debate. Mislim, to recimo je ena taka stvar, ki je tukaj kulturno globoko sporna. Slabo. Da gremo rajši vsaj na videz lepše teme. To so družabna omrežja, vsaj na videz, poudarjam, lepša tema. V času korona krize zagotovo upravičujejo svoje ime, hkrati pa v tej krizi vidimo tudi, se mi zdi, najslabše plati teh naših omrežij. Anže, Lenart, sta nasedla v tem mesecu kakšni lažni novici? Nasedel ne, sem pa že spet znova presenečen, koliko ljudi pa do te teme še pridejo. Ne ve, kaj točno je 5G. Počakaj, sam kaj pa delfini? Ja, čeprav delfin v Ljubljanici bo tako slab Photoshop, da ne vem, kdo je temu nasedel. No. Ne, Benetkam smo vsi, vsaj malo. Zakaj lažne novice v teh kriznih časih bolje živijo in preživijo? Ali imamo pa samo tak občutek? Zagotovo imamo pač več časa za bedarije, smo tudi bolj naivni, bolj negotovi. Če še eno tako popkulturno referenco grem iz Štoparskega vodnika po galaksiji, je en tak lušen prizor, ker nekdo pač se nahaja na drugi najhitrejši vesoljski ladji v vesolju, na kar jo tako naenkrat po desni prehiti prva najhitrejša ladja v vesolju in pa mu tam mirno pojasnijo, mislim, to je pa pač prva najhitrejša ladja v vesolju, ki pa pač laufa na slabe novice. In na podoben način, kakor je pri hitri hrani kombinacija sladkega, slanega in mastnega taka, da je krasno narejena na naš biološki in psihološki ustroj, so tudi slabe novice in lažne novice in vse krasno urejene na to, da vzbujajo to kombinacijo sladkega, mastnega in slanega, kar pomeni čustev strahu, tudi občutka pomembnosti in dajanje negotovosti, ki jo vsi iščemo zaradi tega, ker zdaj krasno vidimo, na kakšen način je odgovor znanstvenikov, še ne vemo, moramo počakati, nimamo odgovora, pa tole zadnja stvar, ki jo ljudje hoče slišati. In kakršnakoli oblika odgovora, ki jasno pokaže, ta je kriv, ta je v redu, to je to, temu lahko zaupamo, temu ne, je sigurno v teh časih izredno popularna. Vidimo pa tudi to, da se je praktično ob vsaki veliki krizi, ki sem šel precej za nazaj brati, tudi povečala ta količina magičnega mišljenja, kar jo pa tudi vidimo in pač magično mišljenje, kot je bilo včasih, recimo smo se malo hecali, da smo zdaj v parih tednih tukaj imeli meteorit, pa potres, pa epidemijo, pa se še kobilce manjkajo, da bi v kakšnih starih časih verjetno ljudstvo že razmišljalo, da je treba kaj začeti žrtvovati bogovom. Zdaj. Ja, je že delam nov koledar, Lenart. Skratka, delfini v Ljubljani ali Benetkah pa sploh niso nič kaj tako zelo čudnega, ne? Tako, ker pač išče se odgovore. V preteklosti se tako ni dobro končalo, zlasti, ko začnejo politiki pa vidni javni predstavniki oblasti in še česa te stvari, kar naenkrat tudi retvitati ali pa si prisvajati ali pa uporabljati, to pač je recept za nič kaj dobrega. Ampak je pa tudi logičen odziv na splošno negotovost in tudi tesnobo, ki jo pa mrzdo občuti točno ob tem, da stare normali ni več, nove pa še ni. Ja, ampak zanimivo se mi zdi, da se prvič v zgodovini po moje zgodilo, da so velikani, torej Twitter, Facebook, se ostro odzvali na te lažne objave, na te lažne novice, začeli celo z brisanjem tweetov in Facebook objav. Naprimer, Facebook je izbrisal Instagram video brazilskega predsednika Bolsonara, ki se je sprehajal med ljudmi in razlagal, da neko domače zdravilo lahko pozdravi koronavirus. Podobno je Twitter izbrisal zapis venezuelskega predsednika Madura, ki je
enako priporočal pač neko zdravilo in tako naprej. No. Trumpov odvetnik, nekdanji župan New Yorka, je enako pisal o zdravilu, ki 100% učinkuje pri zdravljenju tega virusa. Twitter se je odzval in tweet izbrisal. Jaz sem bila zelo pozitivno presenečena, ne vem. No. Ja, to je še nekaj, kar je bilo popolnoma nemogoče še pred kratkim. Mislim, sigurno se to poznano. Jaz se samo tukaj malo bojim, ker slišimo pa tudi to, da se je kar nekaj uporabnikov Twitterja znašlo tudi v tem izbrisu, pa ne vejo niti točno zakaj, kar zelo verjetno so spet zaposlili določene algoritme, ki kaj pazijo, ali pa samo označujejo potencialno sporne vsebine, potem se pa vedno premalo številna vojska človeških moderatorjev s tem ukvarja, da je verjetno marsikaj izginilo s Twitterja, pa še vemo ne. In da ti ljudje, ki so izginili s Twitterja, ki so imeli blokirane račune, ker ne morejo več dostopati do njih, meni je par tudi slovenskih Twitterašov omenilo, da so se znašli v tem in kar naenkrat pa oni tudi nimajo nobene možnosti dokazovati svoje nedolžnosti, se pritožiti zaradi tega, ker ni nobenega odziva. Mislim, bojim se spet tukaj, da so ta podjetja zaposlila algoritme, ki pa stvari spet delajo mečken po svoje. No. Tako da sigurno je tukaj fajn, da so končno priznale tudi do neke mere nekaj, k čemer so se do zdaj upirale, in to je recimo temu uredniško odgovornost, vsaj delno, za to, kaj se dogaja na njihovih platformah. To je sigurno velik korak, ampak mislim pa, da je pa še zmeram ta lovljenje ravnoteže med tem, koliko se bo to avtomatiziralo, koliko bo pa tukaj možnosti nečloveške intervencije, se bo pa sigurno nadaljevalo. Ja. No, zdaj pa pridemo še do 5G omrežij, ki jaz ne morem verjeti, da je to tema. Res, ker pač preveč vemo. Jaz sem že toliko... Jaz sploh ne vem več, kaj... Ne da se mi več odgovarjati ljudem. Ampak nekaj pa veš, Anže, za korona krizo verjetno ni krivo omrežje 5G. Te novice, da so ljudje začeli zažigati, se pravi, postaje bazne, mislim, da nizozemski pa v Angliji, to je pač noro, jaz drugih besed tukaj nimam, Noro mi je, da se je že spet vzpostavila neka teorija zarot, ki je toliko neverjetna kot tisti chemtraili. Skoraj boljša se mi zdi ta teorija zarot okoli 5G, ker pač valovanj ne vidimo. Jaz ne najdem neke racionalne razlage, zakaj bi kdorkoli to verjel. Ali kako si ti, ki tudi veš nekaj o tehnologiji, razlagaš, da se je pa zdaj pa 5G zbralo za grešnega hozla. Po pravici povem, to tudi mene čudi, zaradi tega, ker mi smo se s 5G-jem sicer kar nekaj ukvarjali, ampak v čist drugem kontekstu. Pač 5G je lahko problematičen zaradi česa. Ampak vsi smo se pa kar naenkrat pa tudi jaz moram skozi odgovarjati predvsem na sevanje. Pa na ta nevidno, mislim, ker seveda je stvar lahko problematična, mislim, in z vidika vsega, od tega, koliko podatkov, na kakšen način, da bo to temelj za praktično vse žive stvari, za nov val avtomatizacije, za nov val zbiranja podatkov in vsega, mislim, to je vse res, ampak kar naenkrat se pa res ukvarjamo s tem nevidnim strahom pred sevanjem, ampak tukaj se je zgodila klasična ta stvar, ker po en stran operaterji prvi so precej vzvišeno rekli, to ni ben problem, pol jim seveda noben ni verjel, pa so kar naenkrat začeli strokovne študije financirati, pa kazali, dajte se, to je res, in pa se jim je zgodilo isto kot farmacevtski panogi v smislu, se imate itak vse strokovnjake podkupljene. Mislim, to je nekaj tazga, iz česar se nikoli ne moreš izogniti, zaradi tega, ker imaš tukaj po en strani izredno močan interes industrije, pa imaš zelo malo kukor toliko neodvisne stroke, ki bi lahko to preverjala in potem še kako to skomunicirati javnosti, ampak mislim pa, da je strah pred 5G-jem na podoben način kot kaj drugega, predvsem izraz ali pa simptom enega temeljnega nezaupanja v vse institucije. Ja, in potem tukaj v fizična manifestacija tega so neki stolpi, ki sevajo in je kar recept za strah in potem širjenje teh teorij zarotno. Je pa noro, ker na neki tehnični ravni, pa tako, kot si ti izpostavil, s 5G-jem smo se predvsem ukvarjali z sumljivimi subvencijami in podeljevanjem in kaj bo to pomenilo za nadzor in vse ostalo. Medtem ko je zdaj debata praktično zreducirana na to, kateri stolp koliko seva in nam kuri možgane in prenaša virus, kar je daleč od ta pravih težav, ki jih 5G prinaša mogoče. Se najhujše, in to je tudi ena taka frustracija, ki jih imamo mi kot novinarji, ker te teorije zarote čist zamegljujejo resne probleme, kar pomeni točno to, ki si izpostavil. Ja.
V resnici je ogromno stvari problematičnih, ogromno stvari narobe in ogromno stvari je mogoče razložiti s čist drugimi stvarmi, kot je teorija zarote. Kar pomeni, v večini primerov gre za kombinacijo pohlepa, priložnosti, nesposobnosti, sistemskih težav, v kjer se ni, vlagali, ki se jih slabo dela, pa podobno. Skratka, vsaka taka stvar seveda pokaže nakupenih takih pomanjkljivosti strukturnih v sistemu. Ampak, ker je pa to seveda veliko bolj komplicirano in razmišljati in reševati, se pa išče ene take kratke in enostavne bližnjice, kako se s tem ukvarjati. No, in predvsem je treba vedeti, da je to samo simptom. Je ogromno tega, da se pravzaprav tudi take in drugačne politične in druge ideološke skupine na nek način precej našlepajo na take in drugačne razlage sveta, ki jih te teorije omogočajo. No. In tako kot 1000 študij o škodljivosti kajenja zelo malo vpliva na to, bo en kadilc začel ali pa nehal kaditi, so tukaj 1000 študij o tem, na kakšen način te postaje ali pa to sevajo ali pa ne, ali pa valovanje vpliva ali pa ne, lahko zelo, zelo, zelo malo vpliva na to, kakšen je nekako dojemanje ljudi tega problema. Pač mislim, da se to še zmeraj čist podcenjuje, no? In da se preveč ukvarjamo s tem, kot da ti ljudje res verjamejo, da so res prepričani na podlagi nekih argumentov, da to seva in jih bomo mi odprepričali na podlagi drugih bolj verodostojnih argumentov, da to ne seva. Mislim, to je skrajno naivn pristop. Ne samo, da seva, slabi imunski sistem in posledično povzroča koronavirus. Ampak teorije zarote živijo in bodo očitno preživele tudi to krizo. Ne glede na vse, jaz bi na koncu vseeno izpostavila kakšno dobro akcijo ali dobro stvar, dobro plat družabnih omrežij in spletov v teh časih. Mene zagotovo navdušujejo koncerti nadaljavo, pa Luka Marčetič je 12 ur vozil v virtualni tovornjak in zbiral denar za tiste, ki pač pomoč potrebujejo. Še kakšen primer dobre prakse, ki vam je ostal v spominu? Se mi pa zdi, da zdaj, ko se je toliko enih ljudi dejansko priklopilo gorne, mogoče pretehta dobra volja, ne volja, v bistvu dobro v ljudeh v teh časih. Dosti krat prevlada tudi neka taka empatija, sočutje in vse ostalo in se to v bistvu dogaja preko interneta, ne, ki je bil mogoče še vedno nekako dojet kot tisto bolj virtualno, nič pristnega, ne, zdaj pa dejansko v teh časih hashtag ostani doma, ker realno pomaga ljudem, ne, do stikov, zdaj med družinskimi člani, prijatelji, delo z doma. Jaz moram reči, da že dolg nisem imel tako dobrega občutka glede interneta. No. Se mi zdi sploh zagotovo, ja. Ja, zdaj, ko midva v Odbiti opozarjava na čisto vse, kar je narobe na internetu, se pa zdaj tudi toliko enega dobrega dogaja, pa tudi enih takih pristnih interakcij, da imam nekako že spet nekaj tega občutka, ki sem ga imel v 90-ih, ko sem prvič prišel na internet. No. Ogromno enih takih in drugačnih malih skupnostnih dejanj, pobud, iniciativ, kaj se vse da početi doma, kako se pomagati ljudem. Zdi se mi, da je ta občutek, da se kar dosti ljudi trudi za to, da se ne bi ljudje počutili preveč same, prestrašene, izolirane in vse, in da je tukaj kupenih takih pobud, kjer se poskuša te strahove zmanjšati. Pa to. En pomislek, ki ga pa v zadnjem cajtu tudi večkrat slišim, no, je pa to, da se je spet treba mehko vprašati, kdo pa tukaj manjka. No, in tukaj, kar je več avtorjev tudi opozoril, da so to še vse dejavnosti. V teh cajtih je težko uporabljati ta jezik, ali pa se spet da uporabljati ta jezik, je zelo taka razredna stvar, kar pomeni, mi imamo izredno malo vpogleda v to, kaj se pa dogaja v življenju tistih, ki so še zmeraj v tovarnah, ki nimajo dostopa do družabnih omrežij ali pa niso gor, ki pač živijo nekje v enih svetovih, ki jih mi, ki spremljamo svet skozi družabna omrežja, niti ne zaznamo. Tako da mene v teh časih najbolj zanima, kaj se pa dogaja s tistim, ki jih že itak ne vidimo in jih zdaj še zmeramo ali pa še manj vidimo. Ta vidik recimo je nekaj, poleg vseh teh dobrih stvari, ki jih vidim, me pa tudi to malo skrbi, česa v resnici ne vidim. No, je pa res, da recimo, tako kot je Maruša rekla, ne, ta recimo akcija od Marčetiča, ki je vozil tovornjak, pa potem zbiral za društvo, ki potem pomaga glih tem mogoče manj vidnima, ne, pa že spet nekako pokaže, da se pa saj to da, ne, tako kot si prej rekel, v dobi interneta dobivamo neke primere dobrih praks in vse ostalo, in jaz bi to kar dal v ta koša, ne pravim, da zdaj vse rešimo, se strinjam, da bi mogli več vedeti, ne, pa da nismo vsi na internetu, ampak se pa da internet dejansko uporabiti za to, da se tem ljudem pomaga, ne, kar pa mogoče prej ni bila
opcija tako hitre organizacije, sploh pa v teh pogojih, ko so zdaj, ko moramo ljudje biti doma. Ne. Pa ena stvar, ki bi jo jaz še tako izpostavil kot, bom rekel, nekaj dobrega, kot dobra sila na internetu, ne, je pa pač tudi to delo od doma. Jaz tega res ne bi toliko podcenjeval. Ne. Tudi razumem, da ne morajo vsi delati od doma, ampak se mi pa zdi, da se mogoče marsikater proces pač ni ustavil, ki bi se v časih pred internetom pa moral ustaviti. Ne. In mogoče to na dolgi rok bo pa prineslo še kakšen razmislek v to smer, ne, da nismo vezani na fizično prisotnost v neki službi, v neki pisarni. Ne. Pa ima to tudi dejansko nek pozitiven vpliv na prebroditev krize in pa potem na življenje po krizi. Ne. Še ena dobra novica. Ustanovitelj Twitterja je v dobrodelne namene doniral milijone ameriških dolarjev. Anže, spraševala sva se, če ima slabo vest. Ja, ker je pač naredil Twitter. Nekje to kaže, mogoče, če je to res, ne, še velik čez, zdaj se malo hecam, ampak če je to res, že spet kaže mogoče v dobro človeške narave, ne, da pač ljudje imajo vest in včasih je treba to vest zadovoljiti. Ne. Tako da, ja. Ja, ali je pa tukaj tudi stvar tega, ker Američani kljub vsemu imajo tudi dolgo to tradicijo tega, da se milijonarji na neki točki ali pa milijarderji svojega življenja postanejo dobrodelneži zdaj iz kakršnih koli namenov že, ali si delajo spomenike, ali si perijo vest, ali se grejo samo, jim računovodje svetujejo, da se da na ta način malo menj davka plačati. Vse, da si tukaj ciničen, da si tukaj idealističen, ampak kljub temu je pa fajn, ker je iz tega denarja po Ameriki mrzki pametnega rata. In to je pa ena taka tradicija, ki jaz tukaj še zelo pogrešam, da bi iz tega ali pa drugačnega razloga se tudi v Sloveniji začel prek takih akcij delati pa vse spet, ali spomenike ali pa karkoli, ampak da bi dejansko se donirali precej denarja za kakšne take dobre namene, tako da ne glede na vzgibe je to realen denar, ki bo, upam, dobro porabljen. Lenart, hvala, da si se oglasil v Odbiti dobita. Enako. Ostani zdrav, ostani doma, upam, da se vidimo kmalu. Tudi na nevirtualnem pivu. Z veseljem, z zelo velikim veseljem. Anže, daj še malo birokracije na konec. No? Seveda so vse epizode tega podcasta na val202.si poševnica Odbita in v podcast aplikacijah. Na poševnica Odbita najdete tudi naročilnico na Odbito pismo, ki ga zdaj pošiljava, ne spamava, redko pošljava na newsletter. Hvala vsem še za ocene v Apple Podcasts. Na Twitterju so pa na voljo za odzive pod @Odbita. Ja, in upam, da se slišimo kmalu in hvala za pozornost in lepo se mejte. Adijo. Adijo.